Pozdravljeni v oddaji Reflektor. Danes je z nami Simona Hari, ki je po izobrazbi profesor razrednega pouka. Z možem Davidom pa sta ustanovila zavod Neplodnost in Najina rodovitnost. Že pred leti sta se soočila z neplodnostjo zaradi raka, sedaj pa to živita in izražata to veselje, kako slediti Božjemu načrtu, ko ostaneš brez otrok, pa vendarle lahko svoje materinstvo živiš na drugačen način. Simona, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Živjo. Povej mi, vidva sta se spoznala z Davidom na enem karizmatičnem srečanju. Ti si bila v slavilni skupini, David je pa bil kot obiskovalec. Kako se je ta vajina ljubezenska zgodba začela? Ja, tako spoznala smo se na tem srečanju. V bistvu kot novodobno smo se najprej prek Facebooka. Potem pa so sledila najina spoznavanja in potem čez čas, ker smo spoznala, da točno vemo, kaj si želimo, nismo bila več tako rosno mlada, smo potem se poročila in potem v bistvu zdaj imamo že 9 let zakona. Lepo, bravo. Malo bo 10. obletnica pa še malo. Ja, in dosti zgodaj sta potem tudi, kdaj je prišlo do tega, no, da sta pa iz tega hrepenenja, da bi tudi imela otroke, začela se zavedati, da pa morda otrok ne bo. Kako pa je prišlo to zavedanje? V bistvu je bilo to kmalu po poroki, hitro po poroki. Takrat je bila moževa operacija zaradi bolezni, zaradi raka. In smo se mogla kmalu soočiti že z preizkušnjo. Marsikateri par takoj po poroki se veseli. No, midva smo se tudi, ampak v bistvu je to bilo en kratek čas, potem pa je prišla že takoj preizkušnja. Po tej operaciji je v bistvu bilo potem znano, da otrok ne bo. In takrat je v bistvu to mene najbolj v tistem trenutku prizadelo. Mož je sicer bil najbolj srečen, ker je zdrav. Za njim je to prišlo šele kasneje. Jaz sem takrat spoznala to, da pač otrok ne bo. In takrat mi je bilo v bistvu, kot da bi mi nekdo umrl. To je tudi že po enih znanstvenih raziskavah, da prvi občutki soočanja z neplodnostjo so občutki, v bistvu je čisto enako, kot da ob izgubi ljubljene osebe. In v mojem srcu je isto bilo, kot da bi mi nekdo umrl, kot da bi del mene umrl. In takrat težko o tem s kom govoriš, ker seveda pri domačih, oni si vsi želijo otroke, prijatelji dobivajo otroke, potem si sam. Meni je v bistvu najbolj pomagala prijateljica Katarina, ki je sama, v bistvu je ona rodila mrtvega otroka pri porodu in ona je znala, kaj je to ena težka bolečina, težka preizkušnja. Vem, da smo se takrat po telefonu slišali in ona mi je samo izpovedala, ja, grozno je, težko je. V bistvu je izpovedala vse, kaj je bilo v meni, pa jaz nisem mogla izpovedati, pa je ona to ubesedila. In to mi je bilo za mene zelo odrešujoče. Pri Davidu pa je to vse prišlo kasneje. Ko je najprej je seveda bil vesel in srečen, da je zdrav. Saj sem bila jaz tudi, ampak pri meni v bistvu je bilo hrepenenje še močnejše, po materinstvu. A potem sta šla skupaj skozi ta čas žalovanja, ali kako si to doživljala? Si imela prav, si čutila to kot žalovanje? Ja, te faze sicer bi naj bile najprej zanikanje, potem ta čustva, kot so jeza, bes, obup, krivda. Pri meni sicer ni bilo zanikanja, ker je bilo iz danes na jutri se to zgodilo, ne. Pri parih, ko se soočajo ciklično vsak mesec, ko recimo vsak mesec je še vedno menstruacija, potem pri njih je to potem zanikanje, saj ni, ne, saj ni, saj bo. Pri nama smo to fazo žal, mislim, preskočili. In
sma potem so seveda prišla vsa ta čustva, ne, pri meni je tudi jeza, žalost, in to je bilo eno žalovanje, ja. Pri možu pa kasneje, potem, ko se je najprej soočil s tem, da je končno zdrav, da ni bolezni, da je vse v redu, potem pa je to za njim prišlo in potem je tudi on začel žalovati. Bilo je pa po eni strani to v redu, da nismo oba istočasno, da smo si lahko bila v oporo. Drugače, ne vem, no, bi se pač oba skupaj v tistem trenutku razjokala ali pa žalovala. Ja. Ti si rekla tudi, da si bila jezna na Boga takrat. Kako pa je bilo to, kako si to jezo doživljala oziroma kako si potem spet ta osebni odnos z Bogom, ki ga živiš, šla iz te jeze spet na neko dober povezovalen odnos z Bogom, ki te je lahko krepil naprej. Ja, res, takrat sem bila, takrat si v bistvu jezen na vse, ne veš, zakaj se je to zgodilo. Jezna pa sem bila res tudi na Boga, zato ker jaz sem vsa leta pela prej v eni slovenski karizmatični skupini in smo na teh srečanjih videli številna ozdravljenja, uslišanja, prošenj. In se mi je zdelo, se pa to nič, jaz tudi lahko doživim uslišanje, prošnje. In se ni zgodilo. Šla smo tudi v Medžugorje in prosila in se ni zgodilo. In zato sem bila res tako jezna na Boga. In potem je mogel čas miniti, ni to z danes na jutri, da sem spet vzpostavila ta odnos z Bogom. Najbolj pa mi je pomagalo potem naslednje leto po tistem soočanju s preizkušnjo, ko smo šla v Medžugorje. V bistvu tam sem dobila največjo tolažbo, največjo oporo in po tistem ni bilo več take bolečine v srcu. Tam sem dobila res tisto uteho, da ima Bog nek načrt. Si začutila, da te ima spet, da te ima še vedno rad, kljub temu, da ti tega pač ni dano imeti otrok, ampak da te ima kljub samo rad. Ja, ker mi je bilo nekako tako dane besede, da jaz vidim samo do ovinka, naprej pa ne vidim, naprej pa je ena pot. Ja. Zdaj, medicina seveda ponudi potem tudi najbrž takim parom, ne vem, če vsem, ampak v večini slišim, da ponudijo pač postopke umetne oploditve. So jo ponudili tudi vama in kako sta se odločila, da pa tega ne želita? Ja, midva smo v bistvu šla tudi pač na pogovore k zdravnikom in seveda kot v večini primerov takoj dajo rešitev, ki pa mi je malo tako, v bistvu mi je težko, da se takoj da ta ena rešitev, da par niti nima časa predelati vsa ta čustva, vse te občutke. In potem se mi zdi, da je v veliko primerih otrok kot neki obliž na vso to ranjeno srce, da par nima časa žalovati, odžalovati, se soočiti, delati na odnosu, utrditi svoj odnos. In tu je prehitro, se mi zdi vse vedno ta korak, da malo prehitevamo. Da se niti te rane še ne zacelijo dobro, kako, že takoj. Ja. In potem sva v bistvu hodila na pogovore, zdravniki so predlagali umetno oploditev, ampak jaz vedno, ko je kaj nekaj novega, jaz vedno grem najprej raziskovati. Pač tak tip človeka sem, ko grem raziskovati, ker marsikdo od pač zdravstvenih delavcev mi je rekel, da se ne odločimo zaradi verskih razlogov, zaradi cerkve. Sem rekla ne, jaz sem šla raziskati. Dobesedno njihov medicinski vidik tega, znanstveni. Sem prebrala toliko enih člankov, knjig o tem, ker sem želela vedeti, kaj se tu dogaja. Kaj bi se tam z mojim telesom zgodilo. Zato, ker že v Svetem pismu piše, zaradi neznanja hodimo po kakšnih krivih poteh. In sem se želela tu izobraziti. Sicer je bilo včasih malo čudno na teh zdravniških pregledih, ko sem potem tudi
malo bolj take strokovne izraze tam povedala. Aha. No, potem pa sem v bistvu vse bolj videla, kaj se tu zadaj dogaja. In ta postopek, ko so nam oni predlagali, v bistvu se tukaj gre za to, da oni ustvarijo v laboratoriju umetno več zarodkov. Na en cikel približno od 5 do 10, od tega bi enega ali dva ustavili, ostale pa bi potem ali zamrznili ali uničili, ali pa bi jih potem uporabili znanstveno-raziskovalne namene. A pa lahko temu ugovarjaš? Če bi, mislim, zdaj ne vem, kako je bilo takrat ali danes, ampak koliko imaš teh podatkov, ampak a bi lahko temu rekla ne, jaz pa želim ustaviti vse zarodke ali pa ne želim jih v raziskovalne namene. Kakšna je tvoja izkušnja, tvoja zgodba? Ja, včasih je to boj z mlini, ker oni vztrajajo pri tistih svojih strokovnih nekih smernicah, kaj je v bistvu bolj uspešno. Recimo inseminacija, ki ni tako uspešna, je tudi pač potem ne radi naredijo, ne. To je tudi en pač finančni vidik, kot je povsod. Čisto logično. In ja, tu so zelo so te moralno-etične dileme zaradi odvečnih zarodkov. Zato, ker je že iz tega res znanstvenega vidika novo življenje je v bistvu zarodek, združitev semenčice in jajčice. In tu se vse začne. V bistvu se ne začne pri verskih vprašanjih, ampak pri moralno-etičnih, pri čisto življenju. Ja. To je bil potem en vidik, zaradi katerega sta se odločila, da ne gresta v to, še kakšen? Zakaj sta sledila temu? V bistvu vse, kar spada k temu tukaj, potem to je tudi težko za žensko telo, ker dobiš to hormonsko stimulacijo, da proizvedeš več jajčec, kar ni, oziroma je kar nevarno, tudi lahko v določenih procentih. Tukaj je v bistvu posredovanje življenja ločeno, spolnost je ločena od posredovanja življenja. Predvsem pa ta, skozi imam v glavi, te zamrznjena življenja po bolnicah. S katerimi ne veš potem, kaj se zgodi, a ne? In če jih imaš sploh možnost vse. Ja. Lepo, Simona. Kaj pa, a si kaj vprašala Boga za to odločitev? A sta prosila Boga, naj vama pokaže tudi pravo pot? Oziroma, če si tukaj tudi, kakšen je bil tvoj odnos z Bogom? Kaj si morda dobila kakšne napotke tudi o tem odnosu? Ja, v bistvu, ko smo edina ta možnost, ko je še bila inseminacija v bistvu pri nama, ko smo hodila na pogovore z zdravnikom, so bila non-stop ta vrata zaprta pri njih. Niso bili temu naklonjeni. In to je bila pač edina možnost, ki smo si midva dopuščala. In to je trajalo nekje 2 leti, ti pogovori. In še skozi so bila vrata zaprta. Potem pa smo pač enkrat šla do patra Marka Glogoviča na Hrvaškem. On se že več kot 20 let ukvarja s temi pari, ki ne morejo imeti otrok. In smo preko pogovora tako začutila, niti tega več ni. In takrat, ko smo to rekla, da niti več možnost inseminacije, takrat smo midva v srcu dobila tisti en pravi mir, ki ga še imamo zdaj. In smo si zdaj smo videla dobro, da so takrat bila strani zdravnikov vrata zaprta za to odločitev, ker zdaj vidimo, da je to bila prava pot. Sta zdaj veliko bolj zadovoljna, kakor če bi se drugače odločila. Lepo. Kdaj pa sta spregovorila o neplodnosti? Koliko zgodaj sta to povedala drugim in kakšni so bili potem odzivi oziroma kateri komentarji so vaju morda prizadeli in kje sta dobila spodbude na tej poti? V bistvu mene osebno je najbolj prizadel
komentar zdravnika, ko mi je rekel, če ne sprejmeš postopka umetne oploditve, ne želiš biti mama. To je edino, kaj me je od vseh najbolj zabolelo. Kot da se ne trudiš dovolj, ali v tem smislu? Ja. Drugače pa, ko se par tako sooča s preizkušnjo, ko otroka ni sploh na začetku, takrat imaš, ko še ni otroka, pa drugi ne vejo, s čim se soočaš. Ja. In potem sprašujejo, kaj pa, vidva še nimata otrok, zdaj pa bil že čas. Ali pa, saj imate še čas. To so taki boleči komentarji, sploh na začetku, v bistvu, ko se soočaš s tem. V bistvu zdaj več to ni boleče. Zraven tega pa ljudje zdaj že vejo, kak je situacija, v bistvu pri nas in več sploh ne sprašujejo. Drugače pa v bistvu mi je najboljše bilo, ko je kdo rekel, molim za vajino pot. To mi je bilo največja uteha, pa največja spodbuda. Tako, to bi tudi ti. Kaj vidva svetujeta v Zavodu Neplodnost in najina rodovitnost, kako pomagata parom? Ja, prav vidim, da raje čim manjkrat svetujem, ker so pari zelo občutljivi na neke svetovanje, ker to že slišijo od raznih prijateljev, družinskih članov, moraš to, moraš tisto. Najbolj to, da jim rečeš, da si tam za njih, da jih razumeš, da si šel skozi isto stvar, da veš, da je težko in da razumeš, da je težko. In da jim je dovoljeno izraziti občutke, da lahko dajo ven svojo jezo, svoje razočaranje, da nič ni narobe s tem. Predvsem to, da smo ob njih, da smo jim ena spodbuda, ena uteha, da niso same. Ker midva smo se na začetku zelo čutila sama. Nimaš nikogar v bistvu na začetku in si res sam, no. Ampak potem jaz sem spet šla iskat, kje bi kaj bilo. Enostavno pač sem taki človek, da se ne sprijaznim kar tako, zdaj pa je vsega konec. Kak je zdaj sredi, ko si v najvišjih teh produktivnih letih, naenkrat vsega konec. Se mi je zdelo, da ne more biti, da mora biti nekaj pot. Pa sem potem šla iskat na spletu, pa sem našla zakonsko skupino v Ljubljani. In potem smo kar tja poklicala in smo se udeležila te zakonske skupine. In prvič, ko smo šla na to zakonsko skupino, smo se v bistvu občutila sama, da nismo sama. Da so tam pari, ki so šli skozi isto. In takrat smo midva dobila res tisto eno upanje. Tukaj pa še bo življenje. Ja, super. To res pomaga, ja. Nekdo, ki je šel skozi to, te najlažje razume, najlažje začuti tudi, ja. In lepo mi je, pri tej vajini zgodbi, da res lahko pomagata v zavodu tudi s takim parom, ki se s tem soočajo. A bi predstavila na kratko, čisto se pravi, vidva usmerjata v naprotih tehnologijo, v posvojitev, pa pač življenje materinstva na drugačen način. Če sem še kaj pozabila, da samo omeniš, kratko predstaviš, kako deluje zavod. Ja, midva v bistvu tega zavoda nismo načrtovala, nismo želela, sploh nismo o tem razmišljala. Midva smo bila pred tem, da pač v zavodu živim kot prostovoljca. Ampak potem, ko smo se s to preizkušnjo soočila, nama je postalo tam težko delati. Tam so nova življenja. Ja. Ampak skozi pa je bil v srcu takrat neki klic, mogoče pa bi lahko kaj za te pare. Zdaj imamo pač izkušnjo, kako tudi zavod deluje, ko smo bila v zavodu živim. In ta zavod Neplodnost in najina rodovitnost je bil neka pot, neka poklicanost, milost. Točno vem, da ko smo v srcu imela to, da bi mogoče bil zavod, da bi se ustanovil, vem, da je tisti dan prišla pošta in notri je bil denar
In doben podpis, kdo je poslal, še danes ne vem, iz drugega konca Slovenije. Wow. In je bil samo denar za ustanovitev tega zavoda. Wow. Zato ni bilo druge, kot da ga ustanovimo. Je pa to zelo eno težko področje, zelo. Ker je to intimno področje, boleče, pari se težko odpirajo, sploh na začetku soočanja s to preizkušnjo. In ni lahko, zato ker radi se skrijejo. Mislim, jaz jih razumem. Ja, Takrat težko. se ne želiš izpostavljati. Ja. Razen, ko že na začetku malo predelaš, takrat gre, no. Tako da ja, pomagamo pa z raznimi srečanji, parom, zakonske skupine smo ustanovili, potem tudi organiziramo svete maše prav z namenom molitve za potomstvo. Smo slišali že In tudi... se tudi dogajajo te čudeži, ne? Ja, smo že slišali, ja. Ja. Po eni sveti maši, da so rekli eni prijatelji, ja, da oni dva, ki pa sta bila pri maši, oziroma trije pari, pa so zanosili. Lepe zgodbe, ja. Ja. Kaj pa bi rekla, zakaj je napro tehnologija boljša od IVF postopka? Zato, ker je v bistvu to naravna metoda, temelji na metodi fertility care, se pravi opazovanje ženskega cikla, sluzi. Tudi znanstveno je, statistično je bolj uspešna od IVF metode. In pa spočetje v bistvu poteka po naravni poti. Tukaj pa predvsem se meni zdi pozitivno to, da se tu iščejo vzroki neplodnosti. In se ta vzrok želi pozdraviti. Recimo pri IVF-u se ne iščejo toliko vzroki. Tu pa se išče vzrok in se potem s temi normalnimi medicinskimi, ne vem, ali kakšnimi hormoni, želi potem ta cikel potem uravnavati. Po eni čist naravno, da lahko potem žena potem naravno zanosi. Ja. Še za posvojitev me zanima, kako pa to, da nista šla v posvojitev, da sta se odločila, da zaupata Bogu in še čakata? V bistvu sva dala prošnjo za posvojitev. In ta posvojitev v bistvu to večkrat, ko imamo kakšna srečanja ali pa zapišemo, da je to pot, da je Spet to dolga pot. poklicanost. Ko smo imeli predzakonsko skupino, smo tam imeli vprašanje, kaj pa, če ne bo otrok, ali boste posvojili. Ja, to. Midva smo takoj rekla ja. In zdaj vidimo, da je v bistvu ta odgovor, takrat je lahko reči odgovor, ko nisi v tej situaciji. Ko si pa v tej situaciji, potem pa ne moreš kar takoj reči ja. V bistvu je to polno enega razmišljanja, kaj bi naredil. Je to pot, ni to pot najina, morata biti oba v tem, ni dovolj, če je samo mož ali žena v tem. Velika odgovornost pravzaprav tudi sprejeti drugega otroka, ne? Ja. Poznamo pa v naši zakonski skupini je veliko parov, ki so posvojili, in vidimo, kako ta pot poteka. Tako da tu puščamo si odprto pot. Tukaj imata še, sta odprta za to. Tu še ni zdaj dokončno. Ja, lepo, lepo. Všeč mi je tako tvoj pogled, kako v bistvu sprejemaš Božjo voljo in in sprejmeš in s tem živiš tako veselo, no, tako. Kje bi rekla pa, da so tvoje bile bolečine največje, skozi to, kdaj si najbolj se razjokala, najbolj ti je bilo težko in zdaj, kje so bila pa največja veselja? Ali že na poti sami, ali zdaj doživljaš to veselje, ta mir? Bolečina je bila največja takrat na začetku, v bistvu na začetku soočanja. Potem pa je vedno manj bilo tega, no. Ampak v prvih letih
je tako, da kakšen prizor, recimo, ki je zunaj, pa vidiš kakšno družino, ti to rano spet odpre. Ali pa pri kakšnih družinskih mašah na začetku je to tudi bilo boleče, ali pa pri kakšnih, ne vem, takih mašah, kjer je bila v ospredju samo beseda o družini, oče, mama, otrok. Ja. In v bistvu tu so bili najtežji trenutki. Potem z vsakim dnem, vsakim letom, ko to človek predeluje, ko išče naprej poti, ko se odpira novim potem, vidi, da je tega vse manj. Ko si bolj sprejela, ali si zdaj si pomirjena s tem? Ja, čisto. Ja. Kaj pa veselje? Kaj ti je dajalo veselje? Upanje še za naprej? Ali, najbolj to, v bistvu takrat zakonska skupina, da sem videla, da so tudi drugi na isti poti. To mi je dalo največ motiva za naprej, največ veselja. Potem pa tudi tako, da dostikrat potem ti oziroma prijatelji, ko imajo otroke, dobivajo počasi, tudi nekateri gredo stran in pa prihajajo novi prijatelji. Tako da ni zdaj pa vse konec. Na tej zakonski skupini smo dobili tudi ogromno novih poznanstev, ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem. In to mi daje tudi skozi veselje delo v tem zavodu, ko lahko tudi zdaj drugim parom pokažemo, da obstaja upanje in da obstaja pot. In da je težko, ko je težko. Ja. Ampak pride tudi potem tista velika noč, po velikem petku. Bog nagradi tudi z veseljem, a ne? Ja. Ja. Kako pa danes živiš svoje materinstvo? Na drugačen način? Mislim, kje se najdeš v materinstvu? V bistvu moje delo je tako že z otroki poklicno. Ja, seveda. To je prvo, drugo pa v bistvu imam nečaka, in ki sta mi tudi zelo eno veliko veselje. Potem pa najbolj v bistvu čutim to eno darovanje oziroma podarjanje za delo v tem zavodu, v bistvu za te pare. Recimo, ko organiziramo zdaj svete maše, zdaj ravno bo ta mesec na Brezjah, 18. novembra ob 4. popoldne. In ja, so sadovi preko teh svetih maš. Je kar veliko parov pa pride tja. To vse vidva organizirata? V bistvu je še tu zraven en par, ki pomaga. Ja. Tako da smo v tem zavodu 2 para in še en par, ko velikokrat pričuje. In tako skupaj delamo. Ja, skupaj ste ta gonilna sila, evo. Ja. Lepo. Kako pa tvoj mož, kako bi pa rekla, da je mož prej sprejel, oziroma kje sta bila na tej poti skupaj, sta se bolj povezala, sta se vmes tudi kaj ranila? Kaj vama je dala ta izkušnja neplodnosti kot zakoncema? V bistvu on je to kasneje sprejel. Bila smo različno, ko sem jaz že to malo predelala, on ko me je začel to predelovati. In zdaj v bistvu gledamo za nazaj. Ja, je to ena težka preizkušnja, ampak takrat je naju to zelo povezalo. Midva smo takrat imela en taki trden odnos. Tako smo skupaj držala zaradi te preizkušnje, da zdaj vidim v bistvu, da zdaj iz tega zornega kota, ko gledam dol, se mi zdi, da še obstajajo še težje preizkušnje, ko so v odnosu, ko pridejo kakšne ranjenosti na plano, kakšni stari vzorci iz družin prvotnih, ko lahko s tem raniš drug drugega in v bistvu odnos nastrada. Je pa odvisno. V eni pari pa gredo narazen zaradi te preizkušnje.
Poznamo tudi pare, ko so na vsak način želeli priti do otroka in so šli in so tudi šli preko teh postopkov umetne oploditve in smo pač zdaj slišali, da pa so zdaj šli narazen. Tisto je res prvotno, je odnos med možem in ženo. Otroci, ja, lahko pridejo, lahko ne pridejo. Če pridejo, super, če ne pridejo, tudi postaja potem ena pot. Ampak naprej pa živiš z možem, ne? Ja, to pa ta odnos, eno. ko je potrebno največ na tem delati. Ja. Tako da naju je to povezalo. Tako da vem pa, da se pa lahko zgodi ravno kontra. Ja, to si lepo povedala. Ja, te rane pravzaprav niso najhujše zaradi neplodnosti, ne? So lahko zaradi česa drugega še hujše v odnosu. A ne? Ja. Ja. Včasih recimo, ko smo kje tak na dopustu ali pa vidimo kakšne primere, recimo, da kak starš ne dela lepo z otrokom. Ja. Takrat si mislim, ne, da bi mogoče mogel slišati kakšno takšno izkušnjo, da bi videl, kak je otrok dar. Ja. Da bi potem si želim lepše delal z njim. Ja. Večkrat prebrala sem, ne, da kakšne mamice zapišejo, ko mamice, ki imajo otroke, jamrajo, joj, koliko je grozen imeti otroke, ne, ti sploh ne veš, ker nimaš, ne, ti imaš obilo časa, ne, in s tem prvič ranijo, drugič pa res se ne zavedajo, ne, ti bi najbrž, mislim, ti tudi čist drugače, drugega vidika znaš to pogledati, ne. Jaz sicer razumem, da je težko z otroki, ker vem v šoli, da je tudi težko. Ampak recimo taki pari, ko smo brez otrok, velikokrat, ko kje srečamo kakšne družine, pa vidimo samo navzven idealno podobo. Ja. Vidimo, wow, kakšna lepa družina. Ja. Ampak ne veš pa, kaj se dogaja za štirimi stenami. Lahko pa so še hujši križi, v bistvu še hujši problemi, kot pa imamo midva, ko nimamo otrok. Da vidimo samo navzven. No. A bi rekla, da te je Bog s tem tudi mogoče obvaroval, si kdaj v tem to s tej smeri razmišljala, in a bi rekla, da ti je izpolnil tvoje želje, tvojega srca do zdaj? V bistvu ne eno, ne drugo. Neka vmesna pot. Ja. Se mi zdi tako, ko si odprt, te Bog vodi in ti kaže tisto eno pravo pot. Ne moreš kar definirati zdaj teh stvari, tako kot sem jaz rekla. Ja. Mislim, da je tista ena pot, da si odprt, da se pustiš, da si odprt te rodovitnosti. In potem čakaš, kaj ti bo prišlo na pot. Hvala, Simona. Zanima me še za konec, kje so tvoja upanja še naprej v življenju? Imata z možem še kakšne načrte? Zdaj preko osebno ali preko zavoda? Kakorkoli, kar želiš podeliti. Zdaj smo predvsem v to usmerjeno, v ta zavod. Pa odprta smaja za stvari, ki prihajajo v življenju. Te ene rodovitnosti in predvsem temu delu s temi pari. Hvaležna sem, da si prišla v naš studio in da tako že izžarevaš tako veselje, da lahko res je ena dobra spodbuda parom, ki se s tem tudi soočajo. Tako da, dragi gledalci, upam, da ste uživali v obeh oddajah. Glejte nas še naprej in ostanite z Bogom.